Več kot zbor 12 apostolov. Pa si predstavljate, vi, ki ste že bili, pa drugi tudi povabim, da se zdajle v duhu tam plutamo pred Turškovo zlido. In ne bo to svetišče kako drugo. Ali Pijeva bazilika, ki sprejme 25.000 ljudi, ali pa tam pred Vozlinom, kjer so zdajle maše in teh prazničnih dneh izbrano že veliko romarjev iz vsega sveta. Tako sem tudi včeraj bil tam, preko računalnika, kaj ste tudi vi lahko in se pridružite molitvi. Pa bom povedal, kaj sem doživel pred nekaj leti. Z romarji, z invalidi, z bolniki, kakor veste, ko gremo vsako leto, razen zdaj 3 letih korone ne. Bolniki so še spali, sam pa sem zgodaj vstal. In vrata, tista Mihaelova vrata, veste, tista široka vrata, ki pelje potem na ta prostor proti Vozlini, so bila še zaprta in z veseljem pričakujem, ko je en mož prišel z velikim ključem in je odprl ta vrata in potem sem šel proti Vozlini, a nobenega še ni tam, sem se rekel. Je pa Marija sam za me, pa sam za moje, ki jih sem prenašal. In sem se lepo ulegal pred to podobo Marije na kipa, brezmadežne. In sem midva shodila. Potem kasneje, po 5. uri, so začeli ptičke peti. In še malo kasneje se je slišalo. Pa nisem več pogledal, kaj se dogaja. In kaj mislite, da je bilo? Tisti cerkovnik, ki je bil tam odgovoren, da prižge sveče, je z Brennanem prižigal sveče. To v redu, on je delal svoje, jaz sem bil pa tudi pri svojem. Pa se je pa zgodilo nekaj. Ker naenkrat čutim, da mi je malo brcno takole, pod nogo. Nekaj sem mislil. Morda je mislil, da nisem več med živimi. In sem si pa potem zelo vzel k sebi, pa tudi to nosim, pa tudi to vam podarjam, a ne, da nas more malo časih kdo malo brcniti, da se zavem, da sem živ, da še nekaj več naredim. Bodisi za domačo družino, za župnijo, za sosedsko, za cerkev na Slovensko. In tako smo vsakič, tudi v nedeljah, ko smo tukaj pri sveti maši, malo takole dotaknili znova nas nekdo brcne, je to Gospod Bog, da je to Božja beseda, so to naši škofje. In naj nas tudi s pastirskim pismom, to nedeljo pa prihodnjo nedeljo, tudi škofje malo povabil k še več, da bomo poskrbeli, tako je naslov papeževe poslanice za svetovni dan bolnikov, ki smo ga obhajali včeraj, da bomo poskrbeli zanje, starejše, za bolne, za zdravstvene delavce in sploh tisti, ki so ljubljeni Marijini otroci, pa je njihova pot še bolj povezana z Jezusovo potjo trpljenja. Zato vas vabim, da prisluhnete. Naslov pastirskega pisma za postni čas: Prepoznavamo se kot cerkev skupaj na poti. Bratje in sestre, tako nas nagovorijo škofi. Si predstavljate tukaj je že slovenskih škofov, da stojijo tukaj v prezbiteriju, pa nam zdaj govorijo, kako se bomo obnašali pred njimi, pa vsak sam ne pokaže. Predvsem odprimo ušesa pa srce.
Že drugo leto živimo v vesoljni in naši krajevni cerkvi poseben čas prenove. Papež Frančišek je oktobra 2021 povabil vso cerkev, tako bližnje kot oddaljene, tako mlade kot stare, tako samske in poročene, kot tudi laike, duhovnike, redovnike in škofe, da stopimo na skupno pot prenove svoje vere in poglobitve svoje podobe v cerkvi. Odkrili smo, da so lahko lepe stvari zelo preproste, da se je lepo srečati, se poslušati in podeliti drug z drugim svoje spoznanja, svoje skrbi in svojo vero. Ugotovili smo, da je tudi med nami veliko neznancev in oddaljenih, a ti nenadoma postanejo bližnji, če se jim približamo s prijazno besedo, če iskreno spregovorimo o sebi in o svoji veri. Eden od izzivov sinodalnega procesa je doseči obrobne in oddaljene, ter odkriti njihovo doživljanje cerkve, njihovo iskanje in razočaranje. Tako bo cerkev resnično lahko uresničevala svoje poslanstvo, biti pričevalka Božje ljubezni do vseh ljudi. Pri tem smo odkrili, da smo se tudi sami marsikaj precej oddaljili in ohladili. Zato se težko približamo in ugrejemo bolj oddaljene in tiste, ki so odšli. Potrebujemo veselje nad tem, da smo kristjani. Veselje nad tem, da verujemo in smo Božji otroci. Takrat se bomo zavedali daru vere, bomo zanj hvaležni in ga bomo privoščili še drugim ljudem. Postni čas je zato idealna priložnost, da se pustimo nagovoriti spoznanja, ki so dozorela v tem prvem sinodalnem letu. Predvsem pa vas vabimo v zaupni veri v Božjo besedo, ki nas spremlja na naši konkretni življenjski poti. Odprite svetopismo, zapomnite si besedo, ki vas nagovori. Prisluhnite besedam, ki jih slišite pri sveti maši. Po njih govori Sveti Duh tisto, kar v določenem trenutku moramo slišati. V današnjem evangeliju Jezus spodbuja svoje učence, naj se ne prestrašijo poslanstva, ki ga prinaša njegovo oznanilo. Čeprav se zdi, da bladrovanje ubogih, žalostnih, krotkih in usmiljenih postavlja na glavo stare vrednote, ki so temeljile na jasni postavi in pravilih, na visoki morali in pravičnosti. Jezus tem postave ne odpravlja. Želi se dotakniti človekovega srca. Želi mu sporočiti, kako dragocen je v Božjih očeh. Premalo je samo poznati zapisano postavo, v srcu pa živeti po svoji postavi. Premalo je zgolj izogibati se ubijanju in prešuštvu, v srcu pa preklinjati človeka ali se ga polaščati. Ne koristi veliko, če se ustavimo samo pri črkah Svetega pisma in modrujemo o njihovem pomenu. Kot pismouki in farizeji, ki so kar tekmovali med seboj, kdo bo znal bolje razložiti postavo in kdo jo bo pravilneje in natančneje izpolnjeval. Zato Gospod, ki pozna človekovo srce, odločno svari: če vaša pravičnost ne bo večja, kakor pravičnost pismoukov in farizejev, ne pridite v nebeško kraljestvo. Nihče ne more priti v nebeško kraljestvo, če se bo zanašal samo na svoje moči, na svoja dela in svojo vero. Nebeškega kraljestva si ne zaslužimo s pridnim izpolnjevanjem zapovedi, ampak ga lahko le sprejmemo kot dar življenja. Sprijemamo pa ga lahko le takrat, če priznavamo, da nismo bogovi, ampak Božji otroci, da nismo popolni, ampak potrebujemo drugega, da lahko napredujemo v veri in se borimo s svojimi človeškimi slabostmi. Škofje se zavedamo,
da sinodo, ki smo jo začeli lani, nismo odpravili ali nadomestili vseh dosedanjih načrtov in prizadevanj za prenovo cerkve, ampak jim želimo dati novega zagona. Poglobiti namreč želimo svoje zavedanje o nas samih, o tem, kaj in kdo smo cerkev in kakšno je naše poslanstvo na tem konkretnem času in prostoru. Dragi bratje in sestre, tako škofje v koncu, papež Frančišek se ne utrudi poudarjati, da je glavni voditelj in usmerjevavec sinode Sveti Duh. O prepoznavanju Svetega Duha govori apostol Pavel danes v Berilu. Slišijo ga tisti, ki ga z ljubeznijo iščejo. Motiv tega sveta je namreč težko razumeti, da Bog ljubi človeka in vztraja ob njem, tudi če ga ta prezira in žali. Kot pravi Pavel Korinčanom, se takemu Bogu eni posmehujejo, ker ne stopi s križa in ne pokonča svojih zasramovalcev. Drugi se pokošujejo, ker se daje v roke grešnikom in onečašča svetost edinega in vsemogočnega. Vendar jih Pavel na nek način tudi zagovarja, ko pravi, da Jezusa gotovo ne bi križali, ko bi spoznali, kdo Bog je in kakšen je njegov načrt za človeka. To spoznanje presega človeške moči, se pravi Pavel, česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar človekovo srce ni prišlo, je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Zaslišali ga bomo, ko ga bomo klicali, ko bomo vztrajali z Božjo besedo, ko bomo iz vere in hvaležnosti delali vse majhne korake ljubezni. In še čisto za konec. Dragi verniki, škofje vas na začetku postnega časa spodbujamo, da poželimo svoje odločitve, da želimo biti živi člani občestva cerkve, v katero smo bili vcepljeni s svetim krstom. Moč tega občestva ni človekova popolnost, ampak Kristus in novo življenje, ki je sad njegove daritve na križu. Poti prenove ne more nihče uspešno hoditi sam. Povezuje nas vera v Boga Očeta, ki nas ljubi. Povezuje nas Sveti Duh, ki nam ga daje Oče, da bi lahko živeli njegove darove. In povezuje nas naša prošnja, da bi se prepoznavali kot njegovi ljubljeni sinovi in hčere. Amen. Vaši škofje. Bomo rekli, hvala vam, da ste nas danes nagovorili. In bomo molili tudi za vas. Blanskega, Mariborskega, Celjskega, Novomeškega, Mursko-Soboškega in Hrvatskega škofa. Vse tudi upokojene škofe. Izpovejmo vero.